pravico bratje pozati. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brater vse, kar nas je, sinov sloveče mater. Brater vse, kar nas je, sinov sloveče mater. Sloveče mater. Živele si narodi, ki krepko čakat dan, tako da sonce hodi, prepiri sveta Bog pregnan. Daroja, prost bo vsak, nevrat lesosed bo mejak. Daroja, prost bo vsak, nevrat lesosed bo mejak. Lesosed bo mejak. Ena velika zahvala Marku Finku za tale uvod. Drage dame, dragi gospodje, lepo pozdravljeni na prvi podelitvi nagrade Historia Moderna Viva, ki jo podeljuje Društvo za novejšo in sodobno zgodovino. Moje ime je Nejc Krevs in počaščen sem, da sem lahko danes tukaj z vami. K uvodnemu nagovoru pa že vabim predsednika društva dr. Renata Podbersiča. Prosim. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, spoštovani članice in člani Slovenskega zgodovinskega društva za novejšo in sodobno zgodovino, spoštovani prijatelji in prijateljice, spoštovani naši podporniki in podpornice, spoštovani vsi ljudje dobre volje, ki ste se zbrali na prvi podelitvi društvenega priznanja, ki ga naše zgodovinsko društvo podeljuje za najboljšo monografijo, ki je nastala v zadnjih 4 letih pred podelitvijo nagrade, torej v letih 2018-2022. Naj obenem čestitke tudi nagrajencu, našemu prvemu nagrajencu, dr. Jožetu Možini. Gre za... Več o sami knjigi v nadaljevanju tega lepega večera pred tako velikim številom ljudi, ki smo se zbrali, da počastimo nagrajenca in tudi konec koncev damo doprinos slavnosti, ki jo je priredilo naše zgodovinsko društvo, ki je relativno majhen ali mlad igralec na slovenski znanstveni sceni. Obstajamo od 2017 in smo v tem času uspeli organizirati kljub, bomo rekli, težavam pandemične vrste, številne odmevne predstavitve, predavanja, ekskurzije. Z tega mesta vam obljubim, da bomo z našim delom nadaljevali in tudi si prizadevali za popularizacijo novejše in sodobne zgodovine. Gospe in gospodje, želimo lep večer v prijetni družbi in več o knjigi v nadaljevanju. Hvala lepa. Hvala dr. Podbersiču. Besedo zdaj predajam predsedniku komisije za izbor nagrajencev, dr. Alešu Mavru. Dr. Mavr bo razglasil nagrajenca. Prosim. Hvala lepa za besedo. Ganjen sem in nepričakovano je govoriti ob tej priložnosti pred tako številnim občinstvom. Po svoje je bila velika čast tudi predsedovati tej komisiji.
v kateri so bili dr. Renato Podbersič, dr. Tomaž Ivešič, dr. Helena Jaklič, dr. Matjaž Ambrožič in moja malenkost. Na naš prvi poziv za podelitev te nagrade, ki naj bi jo podeljevali vsaka 4 leta za najboljšo znanstveno monografijo, smo prejeli 7 predlogov. Mi lahko rečem, da je šlo v vseh primerih za izjemno kakovostna dela, ki so pokrivala zelo širok tematski spekter. Lahko si predstavljate, da je bilo glede na to, da je v zgodovini težko meriti rezultate, izjemno zahtevno delo izbrati nagrajenca. Zbrali smo se na 2 skupnih sejah. Prva je bila na dan svetega Leona Velikega 10. novembra 2022, druga pa na dan svete Emerencijane 23. januarja leta 2023. In v tem postopku smo določili 3 nominirance, ki so se uvrstili v ožji izbor. Šlo je za monografije, pod katere so se podpisali Petra Svoljšak in Gerojan Tuličič, monografija o prvi svetovni vojni. Druga monografija je bila monografija dr. Andreja Rahtena o Antonu Korošcu in tretja monografija je bil slovenski razkol dr. Jožeta Možine. Zdaj je sicer napetost že nekoliko manjša, ker si nismo mogli pomagati in smo na neki način božično darilo odprli že pred svetim večerom in že razglasili zmagovalca. Naj pa mi bo dovoljeno ob tej priložnosti vseeno reči nekaj besed. Ko sem se vozil iz Maribora proti Ljubljani, sem razmišljal, ali naš današnji dogodek skupaj s podelitvijo nagrade, z utemeljitvijo nove nagrade Historia Moderna Viva, ali vse to poglablja ali blaži slovenski razkol. Glede na to, da je za nagrajenec že znan, lahko uporabljam to zdaj že ponarodelo, žal ponarodelo sintagmo. Odgovori bi bili verjetno različni. Nekateri bi rekli, da, absolutno, drugi bi rekli, absolutno ne. Morda je pa tako, da bo rezultat kratkoročno drugačen, kot bo dolgoročno. Verjetno si moramo priznati, da danes naše druženje za marsikoga morda deluje kot zborovanje neke od zgodovinarskih sekt na Slovenskem, ki bo nagradila svojega zvestega člana. To je najbrž v tem trenutku naša slovenska resničnost. Toda prepričan sem, da smo dolgoročno na pravi poti. Ljudje, ki delujejo, ki delujemo v prizadevanjih za neko soglasje, dolgoročno in prihodnosti sposobno soglasje o naši skupnostni preteklosti, mislim, da se iskreno trudimo za to, da bi bil na koncu te ločene, lahko rečemo tudi razklane poti, pogovor in dogovor. Ker mislim, da se vsi mi zavedamo, kako zelo tanek je tisti zgodovinski konsens in kako za prihodnost neobetaven je, ker se je vzpostavil nasilno, ker je bil dolgo časa tudi nasilno vzdrževan, zaradi česar moramo pravzaprav reči, da smo lahko hvaležni in da je velik korak naprej, da lahko danes, leta 2023, v Sloveniji imamo 2 nagradi za dosežke na področju zgodovinopisja. In to se mi zdi, da je v tem trenutku največ, kar smo lahko dosegli, da pa bo
nekoč iz naših skupnih prizadevanj zrasel nov dogovor, ki bo presegel slovenski razkol, zaradi česar sem prepričan, da je vendarle dolgoročno današnji dogodek korak k preseganju in premagovanju tega razkola, ne glede na to, kako je kratkoročno videti. In zato mi je v veliko čast, da lahko razglasim prvega nagrajenca nagrade Historia Moderna Viva, gospoda doktorja Jožeta Možino, ki prejema nagrado za svojo monografijo Slovenski razkol iz leta 2019. Hvala doktorju Mavru. Prosim, da izročite plakito. Preden bova z doktorjem Jožetom Možino še kakšno rekla o slovenskem razkolu, pa bi zdaj prebral obrazložitev. Šeststo 24 strani obsegajoča knjiga doktorja Jožeta Možine o paleti monografij, ki so bile predlagane za nagrado in ki se odlikujejo po tematski, vsebinski in metodološki pestrosti, prepriča predvsem skoraj matematično natančno razlago vznika temeljnega procesa v slovenski zgodovini 20. stoletja. Gre za proces, ki ga avtor že z naslovom svojega besedila poimenuje slovenski razkol in sledi njegovemu zapletanju skozi prvo polovico druge svetovne vojne na slovenskem ozemlju. Druga bistvena odlika Možinovega prispevka je osredotočanje na vojno dogajanje, kot ga je, predvsem v Ljubljanski pokrajini, doživljalo običajno civilno prebivalstvo. Kljub obilici znanstvenih in drugih monografij, spominov in pričevanj, ki jih lahko deloma uvrščamo tudi med predhodnike Možinove monografije, bomo v slovenskem zgodovinopisju zaman iskali monografsko delo, kot je pričujoče, ki v vsej svoji tehtnosti leži pred nami in kar kliče po študiju svoje vsebine ali pa samo po iskanju drobcev iz preteklosti, lastnega kraja ali svoje družine v nekem prelomnem času narodne zgodovine. Monografija v prvi polovici predstavi nacionalne usmeritve političnih sil pred drugo svetovno vojno, v nadaljevanju vzroke ter posledice okupacije, začetnega odpora proti okupaciji, revolucije in proti revolucije. Pri tem velja izpostaviti avtorjeve odgovore na ključna vprašanja takratnega in s tem tudi današnjega časa in razkola o pojmovanju slovenske zgodovine tega obdobja. Strnjeno lahko omenjena vprašanja povzamemo z izhodišči. Zakaj so v Ljubljanski pokrajini med drugo svetovno vojno nastali oboroženi oddelki tradicionalnega tabora, zakaj je izbruhnil revolucionarni teror spomladi leta 1942, ter zakaj se je tradicionalna stran znašla v tako brezizhodnem položaju, da je za lastno zaščito sprejela okupatorjevo orožje. V drugem delu so potem obravnavani začetki oboroženega upora proti partizanskemu gibanju in revoluciji v posameznih izbranih pokrajinah in krajih. Prikazane so razmere pod italijansko okupacijo, razmah revolucionarnega nasilja ter roparski pohodi in umori posameznih partizanskih enot, ki so jih te zagrešile nad civilnim prebivalstvom ter posledično ustanavljanje oboroženih protirevolucionarnih skupin v okupirani Ljubljanski pokrajini. Kot že omenjeno, je povsod v ospredju spraševanje, kaj je ujetost med okupatorja,
vse nasilnejše partizansko gibanje in kaj so pozneje tudi protirevolucionarne enote pomenile za posameznike in skupnosti na različnih koncih v raziskavo vključenega osebja. Avtor na podlagi arhivskega gradiva na primeru posameznih krajev in ljudi nazorno prikaže, kako se je na podeželju začetna naklonjenost do partizanov začela krhati. Najprej je izvajanje manjših partizanskih akcij močno spremenilo odnos okupatorja do prebivalstva, tako da je njegov strožji režim oteževal življenje in gospodarsko aktivnost. Še hujši udarec pa so pomenili partizanski umori in partizanski napadi ter s tem povečana represija okupatorja nad civilnim prebivalstvom. In tu se je zlasti postavilo vprašanje o smiselnosti in upravičenosti izpostavljanja civilnih oseb okupatorjevemu nasilju. Morda bi se dalo še več povedati o tistih gradnikih, ki so že v desetletjih pred drugo svetovno vojno pripravljali posamezne elemente slovenskega razkola. A hkrati deluje prepričljivo avtorjev prikaz dihotomije med predstavami o življenju tradicionalnih struktur slovenske družbe in med dinamičnim komunističnim taborom, ki je bil v boju za uresničevanje svojih revolucionarnih predstav pripravljen vse skozi posegati po ekscesnem nasilju, ki ga v predvojnem slovenskem kanonu vedenja v takšni obliki ne srečamo. Možinova zasluga je s tem v zvezi tudi dosledno opozarjanje na odvisnost razvoja partizanskega gibanja in vse hujšega revolucionarnega nasilja od sovjetskih vzorcev in lastnega, v veliki meri zgrešenega razumevanja vojaškega dogajanja v Sovjetski zvezi pri voditeljih tega gibanja. Seveda bi bilo dobrodošlo, če bi bilo besedilo podkrepljeno še z globljimi in temeljitejšimi primerjavami z razmerami v drugih delih okupirane Evrope, toda to je in bo gotovo še predmet nadaljnjih raziskav. V monografiji, kot je pred nami, vsekakor tudi s posrečenimi grafičnimi prikazi, ki so njen nepogrešljiv sestavni del, dobimo podkrepljene odgovore na nekatera ključna zgoraj izpostavljena vprašanja in sicer na nacionalni ter osebnostni ter človeški ravni. Zdaj bi prosil letošnjega nagrajenca, doktorja Jožeta Možino, besedi. Dragi prijatelji, res sem ganjen in počaščen, čeprav vajen vsega, da se v tako dobri družbi znajdem ob tako lepi slovesnosti za tako pomembno priložnost, kot je nagraditi pač eno knjigo, ki je ne glede na vse ostalo zaorala ledino v slovensko zemljo prikrito z grobovi oziroma morišči in seveda prinesla na dan resnico, ne seveda v popolnem smislu, ampak zaorala je na način, ki nekako se razume, da ni povraten. Ob tej priložnosti bi se zahvalil najprej svoji družini, matični družini in celotni širši družini po obeh straneh, očetu pa mame, ker so nas na tak način vzgojili, da vsi razmišljamo in razumemo in je ta knjiga tudi rezultat končno vsega tega. Potem so tukaj moji prijatelji, zgodovinari, pa tudi nezgodovinari, ki so mi v dobi snovanja knjige bistveno pomagali. Seveda pa je knjiga nastala najprej kot, oziroma na začetku je bil doktorat in pri tem doktoratu mi je ključno pomagal dr. Mitja Ferenc, tukaj prisoten, potem tudi ostala mentorja, veliko, dr. Boris Mlakar, doktorica Tamara Griser-Pečar, ampak to, da se je sploh doktoriralo s tako temo na Filozofski fakulteti, ni bilo verjetno tako enostavno. To bi bilo v bistvu zaenkrat vse. Ena velika zahvala, eno veliko hvaležnost čutim, seveda tudi strani številnih bralcev, res presenetljivo številnih, ki so to knjigo vzeli v roke in jo na tak način, kaj ne rečem, tudi počastili, da so jo prebrali, da so se odzivali in te odzive bom enkrat zbral in bo res nekaj zanimivega, nekaj posebnega. Pred najnim kratkim pogovorom še en glasbeni intermezzo. Prosim. Tisti, ki poznate to pesem, lahko z mano pojete.
Slovenija, zapojmo ti iz polnega srca, daj pesem naša zadoni prek zemlje do neba. Slovenija, naš skupni dom, med biseri sveta, z lepoto te obdal je Bog od morja do gora. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Moj narod svobodnjakov rod, si kneze vodi sam. Mučencev je junakov plod, ki ne boji se ran. Iz tisočletnih korenin poganja naša rast. Resnico ljubimo in mir, svobodo, vero, čast. Slovenija, moj dom brez mej, ker nosim te seboj. Kjer rod je moj, kjer sin je tvoj, tam si Slovenija. Gospod Fink, najlepša hvala. Doktor Jože Možina, nekaj ste že nakazali, pa vendarle, kako je prišlo sploh do ideje za nastanek te obširne monografije? Ja, hvala Ned za vprašanje. V bistvu ni bilo nobene posebne ideje. Če pogledam nazaj, so se stvari verjetno nastavki za to začeli v osnovni šoli, ko sem v omari našel knjige, ki so izhajale v zamejstvu in izseljenstvu. In med temi knjigami so bile seveda zgodovinske resnice povsem drugačne od tistega, kar smo se učili v osnovni šoli. Čeprav smo imeli v osnovni šoli pametne učiteljice in tudi v srednji šoli, ki nas niso pretirano posiljevali z ideologijo. Potem se spomnim, da sem enkrat v srednji šoli imel en referat, kjer sem kar prepisoval iz teh knjig, zaradi katerih so takrat Drago Jančar in drugi šli sedeti. In se spomnim profesorja Staniča, ki je tako sedel na katedru, jaz sem predaval, mislim, to seminarska naloga, in kako se je profesor začel sunkovito obračati proti meni, ker so bile teme zelo, zelo svinčene, seveda. Dobro, potem v času študija tudi smo se nekako zbrali nekateri kolegi in se posebej živo zanimali za dogajanje, ki je bilo med drugo svetovno vojno, to je bila doba slovenske pomladi, neverjetnega vrenja tudi na filozofski fakulteti in tudi na oddelku za zgodovino. Potem pa je bil pisan doktorat, ta doktorat bi skoraj zastaral. Potem, da bi zadevo rešil, sem spremenil temo in se lotil vsega tega. Tukaj je bil en velik blagoslov, moram reči, vse je bilo veliko težav tudi. Sam nisem nikoli bil pretirano bister, pretiran spomin imam sploh bolj slab, marljiv tudi ne, ampak nekako po eni božji previdnosti so me tudi nekako obkrožali pravi ljudje, prijatelji, sorodniki, tako da je ta zadeva začela rasti kot knjiga. Spomnim se, ko sem se prvič dobil, mogoče je bilo 40 strani, ko sem prinesel dr. Ferencu na ogled, in rekel, ja, imaš dober stil, veš, to se bo dobro bralo, ampak to so bili res samo začetki. In dal mi je tudi napotek, naj ne skoparim z referencami, se pravi z opombami. Naj dejansko za stvari, ki jih navajam tudi referenco, bolj pogosto morda kot bi bilo na prvi pogled potrebno, tako da je v knjigi, ki ima 624 strani, je 2800 in naprej referenc.
tako da ima knjiga tudi z te strani postavljen steber. No? Ampak gledajte, bil je doktorat in potem po doktoratu, ki je bil že solidno narejen, sem še 3 leta pa pol tako odgovornost sem imel, vse bi lahko izdal knjigo in bi bila tudi verjetno uspešna, čeprav na to takrat nisem razmišljal, ampak odgovornost do te teme, ki je tako velika, tako pomembna, ki je tako ključna, ne samo knjiga kot taka, ampak tema je ključna za razumevanje celotnega poteka druge svetovne vojne in vplivov, ki jih ima druga vojna, oziroma način, kako se je odvijala na današnji čas celo, nažalost tudi za prihodnost, tako da sem res pilil, dobil še dodatne vire, dodatne dokumente, tako da je knjiga potem nastala. Ne vem, nikoli ni bilo za to odločitve, ampak ko je bil doktorat narejen, vem, da mi je dr. Griserjeva, Mitja Ferenc, Boris, pa tudi kolegi, se spomni dr. Štularja, pa dr. Golca, tudi dr. Podbersiča, zelo spodbujali, ne, da do knjige čim prej pride in potem je šlo nekako svojo pot. Odkot si črpal verov, kako si prišel do verov, je bilo težko, najdel si časovne kapsule, stražarjev in tako naprej. Ja, to. Ne, tukaj je bil tako, človek nekaj zmore, tukaj res je bilo cel kupenih naključij, rekel, da sem naletel na izredno pomembne vire. Pa tudi, veste, da je najpomembnejši, oziroma najbolj obsežen vir za to obdobje je Arhiv Slovenije, ki hrani približno 6 milijonov dokumentov. Seveda niso vsi zanimivi, ne? In vemo, da so najpomembnejši dokumenti, ki bi bremenili lik in delo partije in njenih voditeljev, da so uničeni, sistematično uničeni. Ampak vendarle se med temi dokumenti veliko najde in imam eno tako srečo, podobno kot pri gobarjanju, da nekako vidim, no, se mi je nekako po sreči poiskati pomembne stvari in tukaj pa je verjetno tudi neka zgodovinska izobrazba, nek nos, da se da razbrati, kaj je tisto, kar je pomembno, kar je ni. Ampak en tak kronski dragulj, ki je v knjigo tudi vključen, pa je ta zdaj že znameniti arhiv stražarjev, dejansko vemo akademske elite, ki je bila prva napadena, vodil je dr. Lambert Ehrlich, ki je bila prva napadena takrat, že konec leta 1941, sploh pa spomladi 1942, strani VOS-a in komunističnih ekstremistov in se je potem tudi prva branila, imela potem tudi močno vlogo v vaških stražah, kasneje pri domobrancih, tudi v domobranski policiji, ampak to ni bistveno, oni so tudi razbili nekaj teh komunističnih bunkerjev v Ljubljani, tam marca 1945 naprimer, in v teh bunkerjih ni bilo samo propagandno gradivo, bili so izredno zanimivi dokumenti, avtentični dokumenti, med drugim tudi korespondenca Edvarda Kardelja, Zdenki Kidrič in ostalo, cel kup rokopisov VOS-ovcev, nadrobno napisanih, težko jih je dešifrirati, izredno zanimiv vir. In to je, ta arhivski zaklad je bil desetletja zakopan, da skrajšam, potem odkopan, posušen, vendar ne uporabljen in spet po nekem, kaj ne rečem, naključju, ki seveda ni naključje, je bil meni dan na vpogled, da sem ga lahko uporabljal na tako očitno učinkovit način. To bi nekako bili viri, zgad so pa tudi od arhiva Zedinjene Slovenije v Buenos Airesu do drobcev arhiva Kominterne v Moskvi. Naj opozorim tukaj, če seveda so zgodovinski kolegi med nami, da to je izjemen vir, ki je neizkoriščen za slovensko zgodovino pred vojno, med vojno, mogoče tudi po vojno. Seveda arhiv Slovenije, župnijski arhiv, nadškofijski arhiv, kot en dodaten vir, ki nima primarne vloge, ima pa sekundarno vlogo, pa sem uporabil tudi pričevanja, ki se jih je v teh 20 letih nabralo več kot 250, ne vsa. To pa iz razloga, ker pričevalci, dokumenti so suhoparni. Seveda preko dokumentov se zgodovinar lahko vzpostavi nek okvir dogodkov, način zgodovinskega dela je seveda tak, da je dolžan upoštevati vse vire, ki so na voljo. To je v taki temi izredno težko. No? Ampak pričevanja so uporabljena kot sekundarni vir tudi zato, da razumemo to čustveno resonanco tistega obdobja, zakaj so se ljudje odločali, kot se so, in pogosto seveda tudi na to niso imeli izbire. In zato knjiga ni običajno zgodovinsko delo, ampak živi tudi zaradi teh pričevanj. Mogoče še za konec. Zakaj je pomembno vzeti v roke slovenski razkol? Ja, na to so odgovorili številni bralci in obiskovalci prireditev, kot ste tudi vi tukaj. Mi smo imeli, stvari so se na nek nenormalen način v navednicah dogajale že na začetku, ko smo imeli predstavitev v Cankarjevem domu decembra
19 in je več ljudi ostalo pred dvorano kot v dvorani. Potem so se vrstile zelo uspešne predstavitve, ki jih je prekinil COVID, kjer je veliko krat bilo tako, da so nosili stole iz kakšnih dvoran in še cerkve in tako naprej, ker se je toliko ljudi trlo. To je mene presenetilo, ampak edini odgovor na to je bil, da so ljudje tako željni resnice, da so tako željni tega, da se razumemo, raziskave v tej smeri so delali številni kolegi in to kvalitetne raziskave. Mogoče je tukaj strnjeno na enem mestu vse, hkrati ima pa knjiga, ne glede na to, da je strokovna, ima eno srečo, da je na poljuden način napisana, kot mi je dr. Ferenc takrat rekel, in da je poleg vsega, kar sva sedaj omenila, da ima še močno podatkovno orodje na način tabel in grafov, in ker slonijo ti grafi na uradnih podatkih viktimološke slike pobitih Slovencev med vojno na vseh straneh, postane tukaj zgodovina zelo, zelo egzaktna, matematično egzaktna in nad temi tabelami seveda ni priziva. Tukaj se zahvaljujem dr. Miti Štularju, ki mi je bistveno pomagal, da so se te ideje spremenile potem tudi v prakso. In to so res podatkovna orodja, ki pomagajo razumeti potek vojne in celoten razplet vsega ostalega. Mogoče še eno zadevo bi vendarle za konec omenil, da to ni običajna zgodovinska knjiga, ima še en element in to je točka epigenetike, ko o tem govorimo na predstavitvah, vidim, da na ljudi zelo močno učinkuje. Namreč knjiga vsebuje tudi nekaj osnovnih podatkov, osnovna teza gre v to smer, to je že znanost seveda, da se hude življenjske preizkušnje ljudi, vojna je seveda tvorišče takih preizkušenj, ne odražajo le v nekih vedenjskih vzorcih, ampak da se preko prednikov, preko genov prenašajo na naslednje generacije, na vnuke, pravnuke in naprej. Tako da se lahko zgodi, da lahko pravnuki občutijo na tak ali drugačen način travmo svojih prednikov, ki jo seveda ne poznajo. Zato je to tako bistveno, skoraj ni družine na Slovenskem, ki ne bi na tej, oni ali pa obeh in treh straneh doživela kakšno kruto usodo, zato je tako bistveno, da to obdobje poznamo, da ga razumemo, seveda ne moramo vse rešiti, ampak preko razumevanja lahko tudi razrahljamo to silno breme, ki ga čutimo v slovenski naciji. Mislim, da je knjiga uspešna prav zato. Dr. Jože Možina. Hvala dr. Jožetu Možini, ki je tudi moj novinarski kolega in mu želim vse dobro pri njegovem naslednjem ustvarjanju. Na tej točki lahko povem, da počasi končujemo uradni del. Gospod Fink, za konec. Ja, smo še nekaj Prešerna, tako da predlagam eno še drugo zdravico. Avtor je Benjamin Lipovec. V tistem času so na te lepa besedila kar nekaj skladateljev, so bili navdušeni nad tem, tako da ta bo malo drugačna, ampak vseeno vabljeni tudi sodelovanje. Prijatelji obrodile so trte vince nam sladko, ki nam oživlja žile, srce razjasni in oko, ki utopi vse skrbi, ki utopi vse skrbi, v potrtih prsih up budi, v potrtih prsih up budi. Komu najprej veselo, zdravico bratje čmo zapet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet. Brate vse, kar nas je, brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere, sinov sloveče matere. Živinaj vsi narodi, ki jih repe ne dočakat dan, tako
koder sonce hodi, prepir bo iz sveta pregnan. Korojak, prost bo vsak, korojak, prost bo vsak, ne vrak le sosed bo mejak, ne vrak le sosed bo mejak. Kje so tiste stezice? Vse je malo je šablonska, ampak prosim ne razumeti, kot da smo nostalgiki, pa da gledamo nazaj. Ampak gledamo naprej, ker želimo iz preteklih napak spet na novo ugraditi iste vrednote, ki so nas gor držale dolga desetletja, stoletja. Kje so tiste stezice, so včasih bile, zdaj pa raste grmovje in zelene travi. Zdaj pa raste grmovje in zelene Ena velika hvala gospodu Finku in hvala tudi vsem, da ste prišli danes. En lep večer.